vesele urice. Same je vse to šumarsko vas. To! Ja, več se bo reči. To nikaj! Prosim, za roko vaše. Ali se hvala. Ja, seveda. Ta poza dosti pove o tebi, veš. To dosti pove. Sem spal tudi na tem festivalu par ur. Koliko si prespal v 4 dneh, skupaj, če zaračunaš? Ura, pa 3 je 4, pa 4 je 8. 8 ur v koliko dneh? Je v 3 nočeh, no. Zdaj pa pojmo. A imamo zavest drug o drugem? Ste šli kak krog skozi? Ne vem, jaz pravim, da vlaka ne moreš skoraj ujeti, ne. A ga ujameš, ali pa ga zamudiš. Tako da tudi festival lahko speleš, ali pa ga ne speleš. Tako da jaz mislim, da smo ga speljali in fajn. Najdete prostor, nekam umestiti in tako dalje. Ja, ampak zdaj pa stop, naredimo res tle. V redu? Zdaj smo se mi predstavljali. Zdaj pa probimo si zamisliti, koliko smo dobili drug od drugega. Zdaj kaj, recimo, a veš, koliko smo zdaj drug drugega ujeli, koliko smo poslušali. Na začetku je bil paradiž in v paradižu se razume Adam in Eva, oblečena v beli halici, kar naj bi nakazovalo na njuno goloto. Čisto preprosto, tako kot ljubezen, ne moreš nikoli reči, kje se začne pa kje se neha. Tako je tudi s tem ljubiteljstvom, saj to je amatersko gledališče in to je isto. Festival seveda je, ampak še vedno je pa Linhartovo srečanje. Srečanje nekih enako mislečih, ki se srečujejo tu vsako leto in veseli me, da so ljudje, ki pridejo sem, ki mogoče v neki let niso prišli kot udeleženci, ampak so udeleženci kot gledalci. No, čisto preprosto, vsak festival je doživetje zase, svojo različnostjo, posebnostmi, ampak vendarle en skupen imenovalec pa je, da so to le najboljši in najbolj, bi rekel, vse hvale vredni dosežki ljubiteljskega gledališkega ustvarjanja. In če mi mala reče, da premišljuje o Sartru, mi smo potem pa rekli, eksistencialna dramatika ali kaj, da vidim, kaj torej zanima in kam jo vleče. Meni se zdi zelo narobe, če potko gledamo te Tajman Šolana, mar se Sartru je nekaj več, ko vi govorite o enem ljudskem muljeru. Ne, to se, kaj zdaj boš ti poslušala tu? Pa ne, zdaj imam tremo protavo, vidi se sedet, pa povej, kaj si napisala in kaj boš napisala. Ta vrata bosta šla gor. Kaj pomeni za dober član?
o festivalu, da kaj zajema? Da poda zanimive informacije. Pa poleg tega? Da je iskrivo napisan. Počasno, nikamor se gre. Sedim in pišem. Da je seveda tišina tudi govor. In da se tišini ne smemo bati. Če je tišina polna, lahko traja v nesvest in te bojo vsi poslušali in vsi te bojo gledali in je fajn in si lahko dovoliš. Če čutiš, da lahko napolniš to vsebino, v tišino, da jo lahko uporabiš zase, dejo. Naj se ti nikamor ne mudi in to je kul. Dobar, pet še enkrat tole pesemco. Sedim in pišem. Pod mojim oknom. Ja, zdaj kamero imamo tam, pa smo vsi živčni, pa poziramo. Strokovni svetovalec. Prav. Zanima me še vaše mnenje o samem Linhartovem srečanju. Linhartovo srečanje lahko prezentira fenomenološki spiritualnosti, esencialnost temporalnih in improbabilnih koincidenc, ki se brško nekako pak, da si ga bodi srečuje na tej platformi. Linhartovo srečanje je osrednja in najpomembnejša gledališka prireditev v organizaciji Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Prinaša svet igre, svet domišljije in hkrati svet ustvarjanja, ki je vse do danes ohranjalo življenjsko moč in trdoživost gledališke tradicije, krepi medčloveške vezi, izgrajuje identiteto posameznika in željo deliti to tudi z drugimi. Predstavlja izbor najkvalitetnejših predstav slovenskega ljubiteljskega gledališča. Moramo mu priznati tudi izjemno organiziranost in povezanost. Po svoji formi tekmovalen, človek okrepi temeljno potrebo po ustvarjalnosti, a v svoji vsebini vedno le preprosto prežet z ljubeznijo in estetskem doživljanju. Previharilo je vse viharje in si našlo trdno mesto v slovenskem kulturnem prostoru. Pravi praznik gledališke umetnosti. Domuje v Postojni, očitno mu to mesto na prepihu dobro dene. Vse ostalo se bom že rad pa jutri zjutraj pomenil. Hvala lepa. Čist pozabi, da so zdaj, da sta prišla, da je kontrola to. Sedim in pišem. Pod mojim oknom zlato sadje. Zdaj pa še mobitel začel zvoniti. Ja, posnem jo, zakazane posnem. Sred seminarja in brni mobitel. In zdaj še SMS je pošilja. To naj se ve, kako izgleda moj seminar. V primerjavi s tem, ki je bilo na začetku zamišljan, pa kako je na začetku izgledali, kakšen se vam zdi ta festival? Leta 1958 Zveza prvič organizira revijo amaterskih dramskih skupin, ki naj bi še dodatno spodbudila ljubiteljska uprizoritvena prizadevanja. On ve, kar je treba. Maribor, ne? Če tako rečem, Janez Karlin je bil tisti, ki je bil režiser in tako naprej, da to pobudo, da bi se gledališki amaterji srečavali s svojimi predstavami. Dela? Ja. Mogoče. Od takrat je minilo 50 let. Ampak vendar, tista generalna linija zavzetosti za slovensko besedo, za gledališki izraz, za publiki nuditi doživetje gledališko, to pa ostaja. To je tudi pogled na svetav planet, kjer najdemo vse, o čemer je kdaj spregovorila govorica odra. In prepričana sem, da ta si tudi v naslednjih 50 letih ne bo zbledel. Piše se leto 2033. Maja Galštromer prejme zlato plaketo kot neumorna gledališčnica in so... A ja, nismo še tle, pardon, to včasih imam videnja. Ampak v bistvu je pa ta zavzetost, ta ogenj, en drugemu ogenj dajmo, če se tega gesla spomnimo, potem je pravzaprav vsako srečanje velik kulturni
gledališki dogodek. Bilo in še zmerom upam tudi še dolgo bo. In to je ta narodno-buditeljski impuls za novo gledališče novega stoletja. Problem je prav v tem, da je recimo na podeželju nastalo kar več skupin in vse posod se hočejo prikupiti publiki in zato izbirajo komercialne komade, lahke komedije, burke in tako dalje, celo kar ne pritegne publike. Na drugi strani... Še enkrat, kar pritegne publiko. Ja. Kar jo pritegne, ne? Ja, bomo šli še enkrat, ja? Ok, gremo še enkrat, spravi, v čem je problem? Problem je v tem, da zunaj na podeželju... Čakaj, sam sekundo, ti imaš prebliz mikrofon. Sedim in pišem. Senco, ti delaš na njemu, veš? Ja, vidim. Pod mojim oknom zlato sadje. Daj, ti stop bližji v mikrofona. Vse je pesem. Vas bom pa prosil. Čekaj malo stresel, samo enko skole. Dobro. Jaz sem pa mogoče vzel tako, da ti mi je že pokazal z mikrofon greš. Kole je v redu, kaj zdaj? Sad mi je bližji, prav? Jaz se tudi nagibam, ker Senco delam. Ni problema, daj. Ok, izvolite, v čem je problem? Če tebe zanima neka globja, kreativnost, je fajn, da jo speleš. Brez prognoze, kako bo publika na to odreagirala. Preverjamo, kaj publiki bolj paše in sicer osredotočili smo se na komedije. Se mi zdi, da so se skupine zdaj v zadnjih letih končno otresle tega krča, da igrati lahkotne komedije po vsej sili. Zakaj komedije? Ker vidimo, da ljudje potrebujejo smeha. Kratka, delaš nek svoj proces, konc koncev. Slikar, ki dela sliko, najbrž jo dela z glavo in ga ne zanima, kakšen bo odziv obiskovalcev razstave. Ali pač. In tukaj noter se mi zdi, da malo iščemo te kompromise. Ni problem v lahkotnih komedijah, problem je v slabih tekstih. Tisto, kar bi prineslo nekaj dohodkov v prazno blagajno kulturnega društva in skupini. Ampak vse to je fajn, ne? A ni fajn? Po eni strani je dobro, kvaliteta pa pada. Lahko mi nekdo govori. A je ravno oni? A je ravno, ni ravno. Ti bi samo podaš otro. Samo da vidi, ki moča. Ja, spodaj si ravno. To glej. Daš otro. Ja, dobre. Tistega amaterizma vaškega, s kakšnimi 10 brati ali kaj že davno ni več in kdo ima takšno predstavo v slovenskem ljubiteljskem gledališču, se zelo moti. Že na sami vasi, v Štandržu, ljudje komaj čakajo, da bojo videli komedijo, pa tisto uro, 2 uri se z nami v naši družbi razveselili. Ta meja med amaterizmom in profesionalizmom na nek način vse bolj izginja. In potem igramo z veseljem, tako s srcem en drugemu ognjo damo, ko je Linhartova srečanja, amaterji in profesionalci pravzaprav se družimo in smo veseli. Morda celo bo ta ozkosrčna delitev, a si pravi amater ali nisi pravi amater, mogoče ne bo niti več tako bistvena, če mislimo, da delamo vsi isto stvar. Nastopanje na odru pa ni razlike, ne? Eni dobijo plačo, eni pa igrajo z veseljem, ampak če so dobri, so vsi zadovoljni, če so manj dobri, pač nekateri niso, predvsem publika ni zadovoljna. Ja, seveda razlike so. Seveda so. Veš, neka gledališka izobrazba konec koncev daje človeku tudi neka, da tako rečemo, obrtne znanja. Je drugače, pa predvsem je pa tudi, da je bolj timsko delo. Ker v poklicnem gledališču režiser režira, igralci imajo tik za vid pa delati, kar reče. Tukaj se pa lahko tudi igralc malo obrne pa reče, kaj če bi mi tole tako naredili, da bi bilo boljše, sploh če režiserje vedno ni na vajah, pa en drugemu malo pomagamo. Se pravi, da se človek nauči določene zadeve, da jih spozna, da jih zna prepoznavati, da jih zna pravilno, to ni dober izraz, da jih zna recimo, če rečem, umestiti v nek širši kontekst in tu je pravzaprav to polje, kjer morajo ustvarjalci na področju ljubiteljskega delovanja še dosti delati, pa se naučiti. Ja, to je evidence vaje, predstave, recimo to je ena taka 7. repriza, to ima po barvah vse, premjera je rdeča, gre za vzdrževanje gledališke kondicije, ker ta pa hiter pade, recimo tu
vse verjetno drugače funkcioniramo, kot recimo eden, ki to vsak dan profesionalno dela, ki ima ogromno obrtnega znanja, to, ki se drugače spravi v stanje noter, ne treba lik na odru narediti. Potem pa pri ljubiteljih, ki nimajo posebnega lektorja, nimajo posebnega dramaturga, velikokrat je režiser tudi scenograf, nekaj primerov imamo, ko režiser sam igra v predstavi. Začelo se je, da je pri eni predstavi eden zelo padel, pa sem skočil, tu pa Herman ostal brez nog, sem pač moral pa tu še spet skočiti. Tako da je pravzaprav tudi v odličnih predstavah je kakšen segment, ki ni tako dober, pa ne vemo, ali bomo zdaj to izbrali za najboljšo predstavljanje, ker pri vsaki se pa vendarle kaj vidi. Portal za vhod noter v Celjski grad. Zdaj se ga doma čez. Kaj ti pomagam te, da se neče garlas? Števale, vse bo šlo, vse bo v redu. Tam rešte se omaknejo. Bude si pa tudi. 3, 4, zdaj! Na oder, odspred! Kdo bo zmagal? Liverpool. Ah, jaz bi bila pa za Barso. Ja, ja, veš kako. Milan tudi, mogoče bomo videli, letos so zelo karte odprte. Ja, pa polno je presenečen. Ja. Skoraj vsi so se obrnili na levo in na desno. Latentna šizofrenija. Ker ima tudi publika problem z odločanjem, oziroma kaže rahel sindrom razcepljene osebnosti, bomo nadaljevali v trenutno najbolj ogroženem evropskem jeziku. Please keep the sheets to the end of the performance, because you will decide what happens with Ivan. Ampak odlično, s tako pametjo, da... Ja. To ne boš, ko vsaka oddaja o težavah na Koroškem in Slovenci. Ampak ne samo Koroškem, veš, tudi v nas je, to je globalno, demokracija, pa je to, mislim, super. Mislim, to zelo. Ampak mislim, pa danes tudi, to je prvič bil vlad, ko super publika. Ti, ampak veš kaj? To se pa ne more parjaviti na gruma. To pa škoda. Ali pa, a veš, na spremljevalni gruma, na spremljevalni Borštnika recimo. Ampak pazi, to je pa slovenski tekst. Seveda, zato pa pravim, teden slovenske drame. Ampak to res bi morali nekaj reči. A imate kaseto? Ja, imam. Imate, da je treba nekaj reči. Fajn bi bilo, če bi jo jaz dobila. Ja, jaz sem tle. Jaz bi jo dala v Prešernov teater. To je slovenski tekst. Rekli so mi, da ste predsednik žirije. Ja. V bistvu zdaj pa zanima, kaj to delo vključuje. V bistvu, ker čisto dobro si nobene predstavljajo, kaj žiranti počnejo, kako to počnejo. Ja, sem že toliko star, da sem bil že v predlogih žirijah. Letos smo mi bili pač pozvani, da bi to bero gledali. Zelo dobro se spomnim gospoda župana, ki je sam igralec bil, zdaj igra drugačno vlogo, piše glasbo in je odličen glasbenik, da nas je, ne vem, če ste bili tukaj, nas je opozoril, ko nas je pozdravil na začetku, naj bomo pošteni. Samo ena zadeva. Bodite pošteni pri ocenjevanju vseh odrskih skupin. Vam zagotavljam, gospod župan, ni bilo nobene korupcije. Morda bi se zgodilo, če ne bi podeljevali teh kipcev, če bi bile to visoke denarne nagrade, ampak mi nismo prišli v skušnjavo, ker nam tudi nišče ni nič ponudil. Veš, tu bi bilo zdaj metanje peska v oči, če bi rekli, da je žirija povsem objektivna in tako naprej. Če so 4 odlični igralci, bomo to razdelili med igralce. Mogoče pa za kak parcialni dosežek, recimo luč v kakšni predstavi ali pa glasbo. Zato pa je ponavadi več ljudi, ker vsak gleda s svojimi očmi, vsak nekaj opazi in se potem svoje poglede uskladimo. Mi smo si sproti nekaj evidentirali in mislim, da bomo kar v zadregi izbrati 4-5 dosežkov, ki jih bomo posebej nagradili. No, vemo, da Olimpija ne bo, ne? Ja, ti to pa ne, a veš, stari Grki očitno niso. Najboljša predstava v celoti, Šentjakovsko gledališče Ljubljana, jubilejni Linhartov Kipec. Torej, gledališče za najboljšo predstavo v celoti prejme Šentjakovsko gledališče Ljubljana za predstavo Mali diktator.
Katere čestitke. Ali so dobili oba za najboljšo predstavo, pa še za ne vem kaj, ali za najboljšo predstavo, pa en igralci ste predstave. V glavnem, v velikem veselju so tako z obema udarili skupaj. Ne še na odru, hvala Bogu, ampak pred kulturnim domom. In potem jaz tega nisem videla, ampak sem videla tako 6 riti v luftu, v krogu, z rokami pa po tleh. Kaj pa delate? So se razbili matički, iščemo koščke.